Spoštovani spremljevalci gospodarske oddaje, lepo pozdravljeni. Tako kot vsak četrtek se bomo tudi danes družili in spoznavali različne podjetniške zgodbe Maribora. Govorili bomo o podjetju Brezmejna dimenzija, podjetju Car ter o podjetju Apollon. Na koncu sledi še podjetniški nasvet Aljoše Huberja. Brezmejna dimenzija je torej podjetje za organizacijo dogodkov. Aljoša Krstič se je odločil, da želi starejšim in pa tudi staršem, otrokom pomagati pri vprašanju, ki se porajajo ob organizaciji rojstnih dnevov, delavnic za otroke in pa tudi raznovrstnih športnih aktivnosti. Kako se je tega lotil in predvsem, kako lahko sedaj pomaga, bomo pravkar izvedeli. Veseli nas, da v naši oddaji lahko predstavimo tudi tvojo poslovno idejo, tudi tvojo poslovno pot, Aljoša. Brezmejna dimenzija se imenuje, ne? Tako. Kdaj se je to rodilo v tvoji glavi, kdaj si potem šel v realizacijo, pa zakaj? Rodilo se je verjetno že približno 3 leta nazaj. Realizacija se je začela dogajati 2 leti nazaj. Z preprostega razloga, zato ker nisem mogel delati za nobenega drugega. Sem se odločil, da grem za sebe. Študiral si tudi nekaj, ne? Strojništvo ali kaj si rekel? Ja, vendar nedokončano. Ampak si se potem, te je poslovna pot premamila in si se odločil za posel. Potegnilo bolj v tisto smer, ja. In zakaj za to področje? Torej organizacija, najprej povema, s čim vse se ukvarjaš. Prvo je primarno bilo za otroške rojstnodnevne zabave, sedaj pa razširjamo ponudbo tudi na organizacijo različnih dogodkov za podjetja. Zakaj? Verjetno nisem nikoli odrastel, pa se najdem v tem, zato se imam tudi fajn z otroci, pa super stvar, no. Sej to tudi zdaj je dobro, mislim, rad imaš to, fajn je organizirati, fajn je delati z otroki, ampak terja pa tudi neko odgovornost, ne pa planiranje. Moraš biti dober organizator, ali kakšne sposobnosti, prijeme moraš imeti človek, da se s tem ukvarjaš? Je odgovorno, zahtevno delo. Tudi ni lahko delati z otroci, vedno druga skupina, vedno je treba na drugačen način izvesti dogodek, da se zadovolji vse. Ampak se mi zdi, da če rad delaš, da se ni težko najti tisto pot, da se dogodek dobro izvede. Kaj moraš znati? Kaj povem, organizacija. Pa malo verjetno. Se potrudiš, koliko pač gre, da stranka dobi tisto, kar si želi, oziroma da ponudiš malo več, kaj oni pričakujejo. Verjetno moraš tudi spremljati otroke, kaj je trend, s čim, kaj jim je zdaj blizu, ne? Točno tako je. Tudi kaj je mediji, kam jih usmerjajo, ne? Otroci imajo nekaj radi, verjetno moraš potem animacijo prilagoditi. Točno tako, mi svoje programe prilagajamo na trenutne trende, oziroma tudi, če kakšna znana tematika res če postavi nekakšen trend oziroma neka nova stvar, ki jo imajo otroci radi, temu primerno prilagodimo oziroma ustvarimo novi program rojstnodnevne zabave. Rojstnodnevne zabave. In kako zdaj poteka? Naročnik te najde kaj na spletu? Preko spleta, večinoma preko spleta, oziroma tu je super pri tej zadevi je, da na rojstnodnevno zabavo ponavadi pride 10 do 15 otrok, kar pomeni, da se beseda potem širi od ust do ust. Dokaj hitro. Splet pa je kaj? Spletna stran? Spletna stran in socialno omrežje. Kako se imenuje ta spletna stran? www.brezmejnadimenzija.si. Super. Omenil si še tudi za poslovne, torej team buildinge boste tudi organizirali, ne? Tako, tisto pa se imenuje dimenzijax.si, je pa posebej spletna stran oziroma posebej znamka namenjena za organizacijo dogodkov za podjetja. Kaj pa tu potrebno vse vložiti? Verjetno najem za dogodek, prostora pa... Čisto odvisno, nekatera podjetja imajo recimo prostor že sami najamejo, torej v bistvu včasih potrebuje zgolj animacijo oziroma del programa, kakšno opremo za ozvočenje. Se pa zdaj osredotočamo predvsem na to, da bi za njih organizirali kompletne dogodke, kar pomeni, da lahko tudi včasih celo ceneje, imamo različne dogovore z različnimi ponudniki, pa tudi prihranimo jim lahko čas s tem, ko že točno vemo, v katero smer lahko peljemo ta dogodek, ne? Da oni prihranijo čas s tem, ko iščejo, pa se posvetijo tistim stvarem, ki jih oni dejansko znajo oziroma na svojem področju. Brezmejna dimenzija in dimenzija X so kakšne
omejitve glede prostora, kje se nahajate, dokot greste? Zaenkrat gremo vse do slovenske meje, oziroma po celotni Sloveniji. Bili smo že v Kranjski Gori, zdaj v septembru gremo v Koper, organiziramo tudi Beyblade turnirje za otroke, ki bo zdaj, ravno smo zvedeli, da bo en v Kopru. Drugače pa smo zelo mobilni, torej v bistvu se prilagajamo. Zaradi tega mislim, da smo tudi kar uspešni, ker dobesedno lahko izvedemo zabavo kjerkoli in zelo blizu naročnikov. S tem tudi olajšamo njim to pot oziroma jim prihranimo tudi nekaj časa, kar se mi zdi, da je tudi nekaj vredno danes. Razmeroma mlado podjetje ste in še je veliko pred vami. Kaj si želite doseči? Mogoče imate kakšno vizijo? Vizija je, da se razširiti oziroma ta sistem, ki smo ga do sedaj razvili, potem spraviti v franšizno obliko in ga razširiti naprej po Evropi. Torej v franšizni obliki. Torej bomo iskali nove partnerje, ki morda niso najbolj vešči v marketingu, v sistemih, v prodaji, in jih bomo ponudili možnost, da se nam priključijo. S tem jim bomo povečali promet, s tem bomo pa tudi nekaj tega vzeli za sebe, v zameno za naše storitve. Hvala lepa, super. Hvala za predstavitev in pa uspešno še naprej. Najlepša hvala. To. Obiskali smo pa tudi podjetje Car, ki opravlja kompletne storitve za vse vrste vozil. Od rednega vzdrževanja, mehanskih popravil, kleparskih in avtoličarskih storitev, menjave vetrobranskih stekel, vulkanizerske storitve, prodaja in hramba avtomobilskih pnevmatik, ročna avtopralnica, globinsko čiščenje, poliranje in še. Njihova posebnost pa je tudi ta, da se ukvarjajo z uvozom, prodajo in restauriranjem starodobnikov. Res eno takšno celovite storitve, ki jih vršite tukaj v tej stavbi, se nahajajo. Pravzaprav, kaj počnete vse? Osnovna dejavnost je avtokleparstvo, avtoličarstvo. Imamo pogodbe z zavarovalnicami, delamo za zavarovalnice. Pralnica, kar seveda sodi zraven k nekemu zaključku. Obnova starodobnikov. Seveda tudi servis vozil, ki je osnova. Vsi rabimo servis, vozilo rabi servis. To je sicer naša druga dejavnost, ampak jo opravljamo. Premontaža koles. Tak celovit servis, nekako smo si zamislili, da popravimo avto od začetka do konca, vse, kar pač se zgodi in se pokvari. Ena zanimivost se mi je zdela, ko sem vas tako malo googlala, obnova starodobnikov. To ste menda verjetno med prvimi ali pa celo edinimi, no? Ja, med redkimi, ki se res ukvarjamo, sicer dajemo nekako na prvo mesto ameriška starodobna vozila, za katere seveda uvozimo tudi rezervne dele, se pravi, jih obnovimo od karoserije in do motorja, tako da je seveda z ličarskim delom vred, da je to potem izdelek taki, kot je bil novi, približno taki kot novi. Kako se je pa ta vaša poslovna pot sploh začela? Pred kolikimi leti? Kdo je bil pobudnik tega? Zdaj, pred 10 leti, mislim, da zdaj 10 let, sem jaz službo pustil, šel na svoje. Takrat še v neki mali delavnici, 100 kvadratov, toliko da delal sem sam. Sčasoma pa se je začelo razvijati. Potem smo s prijateljem kupila prvi starodobnik, ga sama obnovila. Potem se je pa začelo dober glas, redki smo, ki to delamo. Kleparjev danes praktično ni več, pravih takih, ki še znajo nekaj sami narediti in nekako se kar spenjamo, da imamo redno restauriranja. V glavnem, trudimo se. Koliko let že zdaj? Zdaj že kar mislim, da 6-7 let restauriramo starodobnike.
veliko smo že na začetku omenila, ne, s čim vse se ukvarjate, kaj vse delate, tudi zdaj med pogovorom, pa vendarle, če lahko malo bolj opiševa, ne, kaj vse se da pri vas dobiti za same stranke, ki seveda vaše storitve potrebujejo. Praktično vse, se pravi od karambola, uredimo cenitve, uredimo potek, ves potek, ne rabite nikamor, vse vam probamo mi urediti, tudi nadomestni avto nudimo, se pravi, ko je vaš avto poškodovan, od takrat dalje praktično nimate več nobene brige, kam, kak, zakaj, ker vse uredimo mi oziroma vas probamo voditi. Pogodbe imamo z zavarovalnicami, tako da tudi z papirji, z bilo čem nimate, se pravi, probamo vas razvajati, čeprav ste doživeli, mislim, se vam je zgodila neka škoda. Avtoservis, zopet vse, menjava olja, filtrov, klime, tudi večji posegi, kar pač sodi vse zraven k okvaram. Avtopralnica, ker svoja avtopralnica je ročna, poliranje vozil, kemično čiščenje, zdaj so v modi nanopremazi, se pravi keramični premaz za lak, ki obdrži lak pri življenju, bom rekel, ki se avto dosti lepše pere, boljša zaščita, vse. Tako da potem pa se pravim restauriranje vozil, to so pač naše najbolj paradne discipline, kako naj rečem, s katerimi se probamo čim bolj profesionalno baviti, da izdelek na koncu, da smo vsi zadovoljni. Tako, ko se ozrem, ne, vidim kar nekaj starodobnikov, katere recimo do zdaj ste že uspeli? Pa zdaj smo imeli Corvetta C3, to je letnik 76, kompletno restaurirana, Buick Rivera, ki jo vidite na sliki na vrhu. Mustang, tudi 65-letnik, zdaj imamo v izdelavi 53-letnik Chevrolet, tako da, ampak ta obnova traja, to ni tako kot karambol, to je kar nekaj časa vloženega in če naredimo 1 do 2 avta na leto, je to super. So to bolj tista fina umetniška dela, bi lahko temu rekli? To je potem, tako kot se reče, biti avtoklepar, da se nekaj povari, da se nekaj zamenja, da se nekaj naredi s svojimi rokami. To je potem, to je bolj z užitka, to ni za denar, ker plača to nekdo težko, koliko je tu vloženega truda pa dela pa vsega. Kako ste se pa tega lotili? Zvem, če imaš rad velike motore, velike avte, potem to ni problem, ker tu so motorji noter 7500 kubikov, pa 8000, 2.8 motor. To je motor taki, ko ga tu vidite, recimo, in to pač moraš imeti rad enostavno, to zdaj vsak ni za to, ampak pač je neka želja bila, da se peljemo s takim avtom, da ga obnovimo, da vidimo, kaj znamo in naredili smo, tako da izdelki so vidni. Zdaj, da lahko vse stranke poservisirate, da so zadovoljne, koliko vas je tukaj, ki dejansko skrbi, da delo poteka tekoče? Zdaj trenutno smo 4, avtoklepar, avtomehanik pa avtopralec, za ličarska dela imamo trenutno podizvajalca. V bližnjem planu je, da naredimo tudi sami svojo lakirnico, ker prostor še je, ampak je kar neka investicija glede na vso papirologijo, ki jo danes rabiš, ampak v prihodnje bo tudi to. Imamo plan se širiti, ponuditi nekaj več kot ostali in jaz mislim, da bomo. Mislim pa, da je treba omeniti tudi, da je v vašem kolektivu znana faca, Matjaž Šalca. On šteje kot prednost, sigurno. Z njim smo ravno o starodobnikih dobila skupaj idejo, skupaj naredila prvega Buick Rivero.
In takrat pa pol gre vse skupaj kot po maslu, ker vemo, kdo kaj, čigavo ali katero delo in super rihtamo vse, tako da res nimamo težav. Kaj pa načrti, cilji za v prihodnje? Cilji so veliki, ne, ampak vprašanje, kaj je izvedljivo. Ne. Radi bi sigurno, se pravi, naredili lakirnico, da imamo vse skupaj, nek tak center. Trudimo se, vlagamo, vložek je bil kar velik, zdaj vse skupaj, 1 leto smo tukaj. Tako da imamo še neke stare rane odprte, ki pa bojo počasi končane, takrat pa seveda projekt razširitev, odvisno tudi vse od dela, če bo obisk je, no se pravim, tako da skoraj da bomo se širili v prihodnje še zraven. Ne. Hvala, toliko za enkrat. Jaz vam želim veliko poslovnih uspehov še naprej. Hvala. Preverili pa smo tudi, kako je do poslovne ideje prišlo v podjetju Apollon. Specializirani so za razvoj visokotehnoloških izdelkov na področju glasbene elektronike, zajemanja, procesiranja in sinteze digitalnih signalov. Svojo podjetniško pot je Darko Obretan začel s pomočjo tovarne podjemov. Tam so mu ponudili prostore in tudi močno podporo v obliki individualnih svetovanj in izobraževanj na področju poslovanja. Pravi, da je za zagon podjetja hvaležen tudi podjetniškemu skladu. No pa preverimo njegovo zgodbo. Torej, Apollon, podjetje Apollon bi danes predstavili. Najprej nas seveda zanima, kako se je zadeva začela, s čim ste se začeli ukvarjati? V bistvu že pred 20 leti sem za potrebe prijatelja razvil popolnoma elektronsko harmoniko, na kateri se je dalo prestavljati vse tone poljubno. In s tisto harmoniko je bil razvit patent, ki je bil kasneje prodan enemu drugemu. In ostala je tehnologija. Seveda so bile takrat tudi potrebe že po recimo one-man bandih, ker se je počasi začelo, pač denarja za kvintete in za večje skupine ni bilo in so ljudje iskali rešitev, ne. In iz tega je nastal potem MIDI vmesnik, da se je pa zadeva dobro slišala, ker seveda MIDI vmesnik mora biti vštekan v nek zvočni modul, synthesizer ali karkoli. Sem pa potem razvil še svoj zvočni modul. Tako da so snemali recimo taki pač naši slovenski muzikanti, da smo dobili slovenski zvok. Prav, original. Tako, ja, vse je samplirano. Torej, bi lahko rekel, da je iz ljubezni do glasbe nastala ta poslovna ideja? Tako, ja, nekdaj sem tudi živel od glasbe in ja, iz tega je nastalo. Smo pa leta 2011 tudi dobili za ta zvočni modul bronasto priznanje od Štajerske gospodarske zbornice in mislim, da zadeve grejo v pravo smer. In takrat ste ustanovili podjetje? V bistvu podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 in potem se je počasi začelo. Tudi ti MIDI vmesniki so se prodajali oziroma se prodajajo po celi Evropi po pač moji licenci, ne. Tako da v bistvu se tudi pri nemškem partnerju prodajajo. Ste pa študiral potem elektroniko, elektrotehniko? Tako. In iz tega potem nadaljevali poslovno pot, ne, verjetno še kakšne druge stvari. Kateri so še tisti produkti, s katerimi bi lahko se pohvalili? Pravzaprav jih je bilo več v povezavi z glasbeno elektroniko. Sodeloval sem tudi z Gotrom, z programom za učenje diatonične harmonike, VSLN. In tudi druge stvari zdaj trenutno razvijamo pa s 3 partnerji avtoplin sistem za direktni vbrizg. In kaj vam je ta študij dal, recimo, kakšne prednosti imaš tudi kot glasbenik in da ko združiš to študijsko smer? Ja, vsekakor študij da določeno znanje, drugo pa je, da se pač enostavno moraš ukvarjati ali pa te mora res veseliti, da potem narediš izdelke. Za mene recimo je večinoma bila potreba. Za vsako stvar je bila potreba in moja želja, da pač razvijem ta izdelek. Da najdete rešitev, ne? Da najdem rešitev, tako.
In kakšne rešitve potem še lahko pričakujejo stranke, naročniki od vas? Kdo je tista ciljna skupina, s katerimi se ukvarjate? Ja, predvsem so to zdaj za MIDI vmesnike in te sound module so seveda glasbeniki, zdaj za druge izdelke pač seveda bojo to podjetja, ki so izdelovalci motorjev, avtomobilskih motorjev. Najprej pa ciljamo na aftermarket, se pravi, so vsi, ki imajo avtomobile z direktnim vbrizgom. Pa ste bili prej kdaj zaposleni v kakšni večji firmi ali ste vse od začetka na samostojni poti? Ja, to je dobro vprašanje. Pravzaprav nisem bil v večji firmi, bil sem zaposlen, ampak že kot študent sem sodeloval tudi v različnih podjetjih, tudi kot zunanji sodelavec postavljal serverje, to je bilo v letih, ko še skoraj nihče ni vedel, kaj server je. In pač druga sodelovanja še z drugimi podjetji. Se tudi sedaj recimo sodelujem z enim podjetjem na razvoju pametne cestne svetilke in podobne stvari. Pač. In bi lahko izpostavili kakšno prednost, ki jo imaš kot samostojni podjetnik? Mislim, da je največja prednost to, da lahko cel izdelek razvijem pod eno streho. To pomeni, da ne prihaja do zapletov z nekompatibilnostjo ali pa z nerazumevanjem celega področja. Zato se tudi lotevam stvari, ki jih v bistvu poznam. Ne? V podjetju Apollon ne delujete sam ali še imate kakšnega zaposlenega? Zaposlenega ni, so bili zunanji sodelavci, v bistvu so po potrebi. Zdaj pa, ko sodelujem tudi z drugimi partnerji, niso del podjetja Apollon, tudi ona dva imata svoje podjetje, ampak smo kot partnerji. Pač drugačne oblike sodelovanja. Kako pa skrbite potem za napredek, za prihodnost, kaj si želite torej v prihodnjih letih? Ja, za prihodnost upam, da skrbim zdaj z razvojem prav teh izdelkov, ko sem omenil tega plinskega sistema in tudi na področju te glasbene elektronike, se pravi MIDI vmesnikov in zvočnih modulov, tudi so določene ideje, tako da prihodnost bo. Super, želim vam veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala. Aljoša Huber, strateg in podjetniški svetovalec, vam je pa tudi danes pripravil koristen nasvet. Govoril bo o težavah, ki se pojavijo ob rasti podjetja v večini korporacij. Takrat se pojavi potreba po delegiranju dela. Prisluhnimo, kako torej delo deliti pravilno. Priznajmo si, nobena skrivnost ni, da je veliko podjetnikov deloholikov. Prav obsedeni so s stalno aktivnostjo. Taka je večina mojih strank. To je del njihove osebnosti in ponosa. Vendar jih je veliko zaradi tega žal tudi na robu izgorelosti. Se vam zdi to dobro? Ne obstaja nič bolj pomilujočega in groznega kot človek, ki sleherno uro svojega dneva posveča služenju denarja samo zaradi denarja samega. Celo Henry Ford je nekoč dejal, posel, ki prinaša samo denar, je slab posel. Zato si najprej razjasnite želje in cilje, zaradi katerih delate to, kar delate. Nato pa se vsak dan sprašujte, tudi po večkrat na dan, če je to, kar počnete, še vedno v skladu z vašimi cilji in željami. Pri tem stremite k temu, da delate čim bolj v umirjenem tempu, ki vam bo omogočal tudi dovolj sprostitve. Delajte manj in zaslužite več. Ali kot rečejo Angleži, work smart, not hard. Delajte pametno, ne naporno. Ne verjemite tistim, ki pravijo, da se to ne da. Še kako se da. In v bistvu je enostavno. Zadremajte, ko ste opravili dovolj zadanih opravil, ki ste jih zmožni udobno in kvalitetno opraviti. Zadremajte tudi po kosilu ali večerji. Delajte na različnih mestih, če vam to ustreza. Delajte zunaj. Ne prikujte se samo v pisarno. Tehnologija nam danes to omogoča. Pri tem prekinjajte svoje delo v rednih ciklih. Delajte v kosih po 30 minut,
oziroma kolikor ste sposobni biti fokusirani na delo brez nekega napora in prisile. In si privoščite okrepčilno pavzo. Naprimer, pretegnite se, vstanite, hodite, potelovadite, tudi zapojete lahko, sprostite se ali pa popite enostavno kozarec pijače ali kaj prigriznite ali pa zadremajte. Te kratke pavze naj ne trajajo več kot 5 minut, da ne boste začeli odlašati z delom. Najdite svoj idealni ritem dela in sprostitve. In ne silite z glavo skozi zid, ne hitite po nepotrebnem. Torej, ne zadajte si preveč, planirajte pametno. Nikakor ne poskušajte narediti vsega naenkrat. Razdelite se opravila po prioriteti skozi dan. Naravnost neverjetno je, koliko bi lahko vsak od nas naredil, če bi prenehali garati, gasiti požare in bi namesto tega delali v enakomernem ritmu, pri čemer ne bi poskušali doseči preveč. Uravnovesite si svoje življenje na vseh področjih, ki vas osrečujejo in vas vodijo do vaših ciljev. Če si boste redno privoščili dovolj časa za počitek in sprostitev, boste začeli delovati v ritmu, s katerim ne boste izboljšali samo vašega počutja, zdravja in zasebnega življenja, temveč boste izboljšali tudi vašo produktivnost in rezultate. Z rednim počitkom in sprostitvijo boste dejansko delali manj in naredili več. In zaslužili več. Želim vam dovolj počitka, sprostitve in čim več produktivnosti v tem, kar delate najbolje in kar vas osrečuje. Več nasvetov si lahko ogledate v mojih blogih in brezplačnem gradivu na www.aljosahuber.com in se vidimo kmalu. Na vaš izjemen uspeh! Za vašo pozornost v oddaji Poslovni Maribor se zahvaljujemo in vas vabimo, da do naslednjič pogledate prispevke tudi na spletu lokalec.si. Pa nasvidenje!